Nadaljujemo z neverjetno novico iz tujine, kjer je 6-članska družina kar 9 let živela zaprta v kleti. Vem, kaj si mislite? Spet te Avstrijci. Ampak za čuda ne. Klet groze enkrat za spremembo ni bila v Avstriji, pač pa v majhni vasi na Nizozemskem. Končno ena zgodba iz kleti, ki nima nobene veze z našimi severnimi sosedi. Policisti so v kleti odkrili 6 oseb starih od 18 do 25 let, aretirali pa 58-letnega Jozefa Brunnerja, Avstrijca z Dunaja, ki ni želel sodelovati pri preiskavi. Mene žal se opravičujem. Ne samo, da zgodba ima vezo z Avstrijo, osumljencu je še ime Jozef. Ker če bi novem kanclerju Nemčije slučajno bilo ime Adolf. Ta novica je perfekten dokaz, da lahko gre Avstrijci iz Avstrije, ne more pa Avstrija iz Avstrijca. Kaj se je skoraj desetletje dogajalo na kmetiji groze, nam bi razkril eden izmed sinov. Ta se je brez dokumentov, z dolgimi lasmi, z umazano brado in v starih oblačilih zatekal po pomoč v bližnji vaški lokal, kjer je zaposlenim med drugim povedal tudi, da še nikoli ni bil v šoli. Prav ste slišali, potem ko je dobršen del svojega življenja preživel v kleti, je zapuščen, nešolan moški pokukal na dan in pomoč iskal v gostilni. To je mednarodna novica, če se zgodi na Nizozemskem, in tipičen ponedeljek, če se zgodi na Gorjancih. Primer ponovno dokazuje, da moški lahko 9 let preživi brez naravne svetlobe, brez pira pa ne. In čeprav po parih kriglih vsi zinemo kakšno neumnost, so moškemu v gostilni Vaščani vseeno verjeli. Ko je povedal, da so na kmetiji še njegovi bratje in sestre, smo poklicali policijo. Ti so na kmetiji dejansko našli očeta in 4 otroke stare od 18 do 25 let. Po prvih podatkih naj bi družina v kleti čakala na konec sveta. Pa ste mislili, da je vaša družina čudna? Mislim, da čakanje na konec sveta pod zmešanim Avstrijcem z imenom Jozef premaga čakanje na boljše čase pod smešnim Slovencem z imenom Marjan. Nizozemska policija je medtem že aretirala tudi očeta, mediji pa poročajo, da naj bi bila tako Avstrijec kot Nizozemec člana precej razširjene sekte. In ne govorim o veganih, ampak o cerkvi zedinjenja. Ob tem bizarnem primeru jetništva in izvoza avstrijske folklore se pojavlja vrsta zanimivih vprašanj. In kdo drug jih lahko bolje pojasni kot človek z avstrijskim priimkom ter večletnimi izkušnjami z ujetništva. Mogoče ni živel v kleti, je pa kar 18 let preživel na Koroškem. Iz tipične avstrijske kleti se nam javlja Jan Kreuzer. Gospod Kreuzer, kako to, da so pri takšnih novicah vedno zraven Avstrijci? Je kaj takšnega na njihovi kulturi? Gospod Godler, vsekakor ne. Kaj sploh delam tu? V avstrijski kleti poročam o primeru, ki se je zgodil na Nizozemskem, ker želite dokazati, da so Avstrijci čudni. Mislim, vemo. Narod ima tekmovanje v jodlanju, mislim, dovolj dokazov. Poglejte, verjetno se tudi drugje gredo te kletne športe, Avstrijci jih samo vedno izgubijo. Podobno kot svetovne vojne. Da je imel tudi na Nizozemskem vmes prste Avstrijec, je pač zgolj naključje. Samo na podlagi teh primerov vsekakor ne moremo sklepati, da je to del avstrijske kulture. Bite, Ruhe bite. Se upravičujem. Ok, bi nas morali skrbeti zaradi cerkve zedinjenja, ki sta je Avstrijec in Nizozemec baje pripadala. Zdaj pa ima ta sekta v lasti celo medije, kot je Washington Times celo. Ja pa kaj potem, če imajo svoja glasila? Ruhe! Vsaka sekta, ki da kaj nase jih ima. Cerkev zedinjenja ima Washington Times, Slovenska katoliška cerkev ima Radio Ognjišče, SDS pa Nova 24. Nič nevarnega. Vsakemu nečlanu je popolnoma jasno, da nakladajo. To so neškodljivi mediji. Medien? Ist das ORF? Nicht ORF, Planet TV, a? Godler Show. Godler? Ja, Godler. Sehr gut. Fantastische Show. Fantastische. Vidite, popolnoma neškodljivo. Toliko iz avstrijske kleti. Najlepša hvala gospodu Kreuzerju in vso srečo gospodu z ozadja. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.